Sem imela pri vas čudovito izkušnjo. Super, me veseli. Res tako neobičajno in s to vadbo, s dihalnimi praksami izjemno. Prvo moram zahvaliti vlasti, da mene sem pripeljala, drugo pa me tako zanima, kako se je to zgodilo, da ste začeli s ta solno sobo, kako je prišla ideja. Ideja je prišla na podlagi tega, ker je moj takrat še fan, zdaj mož, na primer, imel ponavljajoče pljučnice. V enem letu mislim, da je 3-krat imel. In potem je moja tašča to našla, najbližji solni center v Celju takrat. In smo mi trije to šli poskusiti, da vidimo, je to kak učinek, ni to učinek. In potem sem jaz tudi videla pri sebi, ker jaz sem pa takrat še imela alergije, pa tudi astmo. In sem potem videla, hodili smo ravno taki čas kot zdaj, čez zimo, spomladi pa se meni je ponavadi začelo dogajati, z alergijami. In takrat sem potem ugotovila, da je meni dosti lažje. Dosti manj težav imam tudi, z zatekanjem nosne sluznice, da mi teče iz nosa. Z očmi, na primer, jaz nisem imela nikoli težav, da bi me srbele ali pa da bi bile rdeče v tem smislu zaradi alergije, ampak bil pa je nos, pa zadebeljena sluznica, pa težko dihanje, na primer, In potem sem jaz videla. Možu pa se od takrat pljučnica več ni ponovila, do danes. In je to že 15 let nazaj, na primer, To pa je kar. Ja. Zaradi česa je tak učinek? Sol res ima tak efekt? Ja, ker tukaj, na primer pri solni terapiji, se noter v sam prostor, to, kjer smo, je terapevtski prostor, ki se mu reče solna sobica. In tukaj noter halogenerator, to je aparat, ki noter vpihuje tako meglico soli, suh aerosol, prečiščene kamene soli. In ta meglica na naše dihalne poti deluje kot neka ščetka na naplastitve. Ker pa je to sol pa ima značilnost, da deluje protibakterijsko, protivirusno, reči sluz, pa tudi zmanjšuje vnetja. Potem posledično. Človek, če pride, lahko samo diha navadno ali mora imeti posebno? Ali je zaželeno, da ima posebne vaje, kot smo vas tu zdaj probali? Večina strank pride samo dihat. Definitivno pa je zaželeno tudi kakšne vaje delati. Določenim strankam, ki imajo kake težka stanja, na primer hude pljučnice ali pa kakšni, ki imajo KOPB ali pa kaj takega, jim določene preproste vaje pokažem, ki jih mogoče še pri specialistu niso pokazali. Jim jaz pokažem in potem skupaj gremo skozi to, In na koncu res mi povedo, da je olajšanje, da lažje dihajo, da se jim je tudi kapaciteta pljuč povečala, da tudi vsakodnevne dejavnosti, lahko je to samo sprehod, lažje potem oni, to prebrodijo. Kaj smo delali danes to vaje? Ja, če smo v eni takšni sobi, posebej, če smo recimo v zgodbi preventive. Odlična je ta stvar, da pomaga, ko nekdo že ima težave. Jaz bi se pa kot healthness coach osredotočila tudi na preventivo, da mi naredimo nekaj prej, da ne pride do zapackanja našega telesa, do zasluzitve, ampak da poskrbimo za redno pretočnost poti. In ko skrbimo za to pretočnost poti, je dobro, da našemu telesu še pomagamo. In obstajajo različne dihalne tehnike, lahko dihamo z diafragmo, se pravi, kar je pravilno dihanje, samo skozi nos vdihnemo, dvigne se diafragma in tudi izdihnemo. Ko vdihnemo, se trebuh napolni kot en balonček, ko izdihnemo, se sprazni, kot bi se popek zalepil na hrbet. Potem pa še si pomagamo preko nosu, da imamo s palcem zapremo nosnico, kazalec sredinec damo na čelo in potem vdihnemo, zadržimo, pritisnemo, izdihnemo in potem preklapljamo iz eno na drugo. Da kroži naš dih in delamo samo skozi nos, ne samo za prečiščenje telesa, tudi za umiritev. Odlična vaja. Kako pogosto vi osebno obiskujete solno sobo svojo? Po pravici povedano mi čas ne dopušča. Če ga obiščem, je to za hčero, če ima kakšne težave. Moj mož pa to redno obiskuje.
A kako je priporočeno, kolikokrat na mesec, na teden? Če imamo težave kronične ali pa če smo po bolezni, potem je smiselno narediti eno kuro solnih terapij, to pa pomeni potem 3-krat na teden. Nekje v zaporedju 12 do 15 terapij. Spet odvisno od vsakega posameznika, ne. To je 40 minut se traja? Ja, za odraslega traja 40 minut, za otroka pa 20 minut sama A terapija. kako pa je za otroke? To je čisto druga soba potem? Še imam eno solno sobico, tam pa je za otroke, bolj tematska je drugačna, ne. Reče se ji mavrična sobica, ker ima mavrico na steni, pa potem iglu. Tudi v tej sobici, kjer smo zdaj, to je velika modra solna sobica, tudi tukaj so otroci, malo večji. Nekaj tak 20 let stari so. Tudi. Ne, bom rekla tam 5 plus, pa če so na primer 2 stara 5 ali pa 7, jim je dosti bolj prijetno tukaj, ne, ker je malo večja sobica, ima več prostora, zraven še tudi tobogan tukaj za mano, tako da res uživajo potem, ne. Ali pa če pridejo cela družina, recimo 2 otroka, pa oče in mama. Tudi takrat se tu zelo dobro počutijo, čeprav tam jim je pa včasih tudi dosti bolj všeč, ker je tako luštno. Kako pa po terapijah mogoče neka olajšava ali mogoče kakšne težave se pojavijo kot? V večini primerov stranke lažje zadihajo, ker se dihalne poti odprejo. Tisti, ki pa imajo dihalno sluznico bolj naplasteno, pa potem opazijo, da se lažje izkašljujejo ali pa da jim iz nosa začne teči. Vlastno, kakšna je bila tvoja izkušnja, če ti ni osebno vprašanje? Jaz sem že po prvi terapiji občutila eno lažjo pretočnost. Kar mi je bilo pa zanimivo, ker je Barbara omenila drugi dan, ko sem jaz bila na vadbi in je bilo malo več napora, sem se nekajkrat prav izkašljala. In verjetno, tako kot ti praviš, da je ta sluznica se malo odluščila, potem je bilo pa vse v redu, nobenih težav. Najbolj se pri meni videlo, da ne znam razložiti, meni se zdi, da je kot tisto, kot da je spoliran nos, ta prehod, ko jaz vdihnem, se mi zdi, da sploh ni nobene blokade, ovire, da čisto, kot res ena čistost in seveda lažje dihanje. Meni je to čudovita izkušnja in bi vsakemu priporočala, tudi če nima težav, pridi, poskrbi, da ne pride do teh situacij, prečisti svoje telo, ker je dihanje čisto drugače. To je kot preventiva proti virusov tudi mogoče, da je Tudi. organizem ima imuniteto. Tudi, ker tudi vpliva, solna terapija tudi vpliva na našo odpornost, ne. Predvsem dihalnih poti, zgornjih in spodnjih, ne. Pa potem posledično, ker se pa tudi limfa aktivira, se naše telo razstrupi in potem smo tudi drugače. Naš imunski sistem je tem dosti lažje prepoznava vdor kakšnih virusov, bakterij, ne, in je dosti bolj stabilen in močen A posledično. lahko še vprašam, sem opazila, da vi zelo mlado izgledate. Sem mislila, da 19 let stara ste. To tudi mogoče vpliv teh soli, da organizem kar deluje v redu. Ja, tudi. Ravno zaradi, kaj je limfnega sistema, ne. Pospeši se limfni sistem, se potem razni strupi dosti lažje izločijo iz telesa. Zraven tega pa ta aparat halogenerator deluje na kristalčke soli z tako močjo, da se ogromno negativnih ionov sprošča. In tudi ti imajo na nas pozitiven učinek, da se mi razelektrimo, dobesedno, ne. In to potem tudi napne malo kožo, vse skupaj. A to je bilo težko tega se naučiti, da vi tako razlagate kot zdravnik, pa strokovno? Ja, je ogromno, bom rekla, nekih izobraževanj, da se lahko v te teme res potem poglobiš. Pa še vedno se učim. Še po 15 letih se še vedno učim, vedno 14 let. Ja. Ampak že prej me je tudi malo zanimalo, ne. Sem že v te vode. Mislim, da zdaj je zelo popularno take naravne metode za svoje telo, za zdravljenje. Bolj kot popularno, jaz pravim, da je zelo koristno. Da to izkoristimo, to moč, ki jo ima sol, ki je naravna stvar, tako kot si rekla. Jaz bi mogoče še dodala, ker je Barbara omenila otroke, ne, najstnike,
odrasli, pridiš sem, naredi tako. Mogoče pa ideja za kakšen poslovni sestanek, zakaj ne bi poslovnega partnerja pripeljal v solno sobo na en relaks, hkrati lahko se nekaj pogovoriš, vzdušje je bolj prijetno, mirno, izredno pomirjujoče. Kot si ti omenila, meni se zdi, ja, pomlajuje vse to, ampak ta sproščenost, ki ti jo daje ta soba, ta belina in vsa ta, bom rekla, sol, ki pada, nekako občutiš, jaz recimo prav na ustih občutim, ne, zato je treba več piti, tako da lahko tudi rečeš, izkoristiš, pa mogoče kakšen sestanek narediš, nekdo reče, nimam časa. Imaš, zakaj pa nimaš sestanek v solni sobi? Meni je ta ideja všeč. Meni tudi. Tudi drugače, če bi živeli na obali, ne? Tako. Je zelo podobno s tem, da tukaj je pač atmosfera kontrolirana, ne. Na morju imamo mi veter, imamo mi drevesa, imamo mi onesnažen zrak. Tukaj pa tega ni, ker je res kontrolirano, ne. Pa kaj še je, da mi ustvarimo takšno atmosfero. Moramo biti sredi poletja, ko je najbolj vroče, ob 5 zjutraj, pol metra nad morjem. Da je največ teh aerosolov nad gladino morja. Še posebej, če valovi pljuskajo, udarijo eden ob drugega, takrat se sproščajo ti negativni ioni. In ne smemo biti, če smo že več kot 3 metre oddaljeni od morske obale, ni tega učinka. Zato, ker je ta učinek, ko se res udarjajo valovi drug ob drugega, ko se sprošča ta ionizacija, potem nas doseže in naše telo dobi ta učinek. A kaj vam najbolj všeč pri vašem delu? Delo z otroci. Pa potem, ko starši pridejo in rečejo, res se je izboljšalo, danes smo pa celo noč na primer spali, brez kašlja. Ali pa, da smo samo spali, ko prej pred solnimi terapijami mogoče niso celo noč prespali. Zdaj sem, na primer, oče se spomnim, je rekel, šel sem ga gledat, če sploh diha. Pa je dihal. Vse je bilo v redu. Ne, tisto. Ko res lahko po noči starši spijo brez kašlja, ali pa da en mesec ali pa že 14 dni zdržijo v vrtcu, brez da bi zboleli ali pa kaj takega, to je za meni veliki uspeh. Pa jaz ne pravim temu, da je to moje delo, ampak to je pravzaprav moje poslanstvo. Tako da me je, bom rekla, vesolje poklicalo, da jaz to delam že s tem, da sem samo imela težave. Kot otrok, na primer, sem imela ogromno krat nos zamašen, prehlajena sem bila. Potem na to je prišel bronhitis, na primer. Ni bilo dostikrat kašlja, ampak potem v najstniških letih se je razvil bronhitis. Iz tega bronhitisa se mi je pa potem razvila astma, ampak alergijskega izvora, ne. In potem sem jaz začela reševati, kako jaz to lahko rešim na naravni način, kako se lahko jaz znebim zdravil, na primer, ker teh pač jaz ne maram, ne uporabljam jih rada, kako bi jaz to na dolgi rok se tega rešila. Momentalno, ja, je potrebno, da se stanje olajša, ampak na dolgi rok pa to meni ni predstavljalo rešitve, ne, kako bi se jaz tega rešila, kaj lahko jaz za sebe naredim. Sem pa še imela eno možnost, kot otrok, sem jaz lahko bila po 2 meseca na morju in sem videla, kako to na mene vpliva. Tako da, jaz že od malega sem v stiku z morjem, vse skupaj. To pa res kot poslanstvo, kot vas pripeljalo. Ja. In potem spet mož je imel težave, tašča je to našla v Celju, smo to poskusili in sem spet prišla v stik s soljo, moč soli, kakva je, ne, potem. Odlična zgodba, mi je tako všeč, ker dejansko nam vesolje vedno pošilja sporočila, ampak samo vprašanje, ali mi razumemo, ne, očitno ti si jih razumela. In to je nekaj takega, kar rečeš, glej, izpopolnjeno, res živiš polno in tukaj in potem zagotovo to drugače izgleda, ne. Saj se čuti to toplino. Jaz moram reči, ko sem prišla prvič sem, čutiš ta objem, ki ni fizičen, je pa objem. Najprej Barbare kot ženske, kakršna je z njenimi lastnostmi, in potem še te sobice ali sobe, ki ti da ta morski val. Meni je kot, bom rekla,
tudi ambasadorki zdravja, izredno pomembno, da res na različne vrste našega zdravja ali pa to vpliva to, ne? Kot si ti rekla, očisti dihalne poti. Izredno dobro je za kožo. Ljudje, ki imajo kakšno luskavico, ko imajo kakšne alergije, to prav pomiri kožo, jo hitreje se regenerira. Ne? Ali pa dermatitis tudi. Ali pa dermatitis, ja. Potem, če govorimo o stresu, tukaj se umiriš, posebno ta umirjajoča glasba, tudi možnost, da greš v meditacije. Telo se čisto drugače, bi rekla, razleze. Ti res greš od tukaj pomirjen. Poleg še vse terapije, ki jo SOV ima, ampak še deluje na tvoj deluje na tvojo psiho, deluje na tvojo energijsko telo lahko. In je veliko stvari, ki nam pomagajo, pa ena sama, bom rekla, takšna obisk ene sobice, ki je recimo najmanj 3-krat, kot si ti povedala, če nimaš težav. In že 3-krat, kako lahko telo spraviš v čisto drugačno stanje. Res je. Pa mogoče še nekaj, ker Barbara še ni omenila, športniki. Ja. Ne? Tudi spet poleg poslovnih sestankov, ne? Regeneracija za športnike. Ne? Je to super. Obisk solne sobe, koliko hitreje telo lahko se odzove, se regenerira, spravi spet v tisto polno delovanje. Tukaj je še veliko priložnosti, ki jo lahko športniki, posebno mladi, ki si želijo iti naprej, ki hočejo boljše rezultate, pejdi. Naredi eno kuro, eno terapijo, obisk solne sobe, naredi korak več do zdravja in spet deluješ preventivno, hkrati pa odlična regeneracija. Pa pokazalo se je tudi, naprimer, da športniki, ki prihajajo na solno terapijo, se jim pljuča toliko očistijo, da imajo tudi pljučno kapaciteto večjo. In potem posledično imajo tudi dosti boljše rezultate, ker je prehajanje kisika iz pljuč v kri dosti boljša in dosti večja. Potem, ne? In lahko oni delajo potem spet skoraj, da bom rekla, na polno. Ne? In zadihajo tudi z polnimi pljuči. Ja, res. Tako, odlična stvar, meni res zelo celostno deluje. Ne? Če gledamo, in je zame ena terapija ali tretma, ne, če nimamo nekih situacij, ki spada v to celostno zdravljenje ali pa v celostno dobro počutje. In ko govorimo o healthnessu, ne, jaz rada govorim o healthnessu, ne wellnessu samo, je to čista healthness zgodba, ne, ker je zdravje, dobro počutje res skupaj en z drugim povezana, narediš tako v preventivne in seveda potem te kurativne namene. Res je. Zelo lepo povedala. Ja, meni je tako, jaz poskušam živeti healthness, ne, ker meni wellness ni dovolj. Ker wellness je, prideš, se samo dobro počutiš. Wellness bi bil mogoče, če tukaj karikiram, ne, prideš v ta prostor, se uležeš, dobra muzika in se dobro počutiš. Ko pa ti vklopiš še SOV, da prideš še SOV do tvojih pljuč, do tvojega krvožilnega sistema, da res poskrbi, da se ta kisik hitreje prilepi in potem pride v mišico in potem jo tudi aktivira, da boljše dela. Pa ne moramo več govoriti samo o wellnessu, jaz želim se samo dobro počutiti, govorimo o zdravju. Ti vrneš zdravje na višji nivo, poskrbiš za kvaliteto zdravja, da ga ohranjaš ali pa še nadgradiš. In zato govorimo mi o tem healthnessu, ki je res ena zame posebna stvar. Ko govorimo o zdravju, to je najvišja vrednota. Vse ni druge. Ne? Če smo imeli poslovneže, ne moreš biti uspešen, če nisi zdrav. In tudi težko si srečen, če nisi zdrav. Ja. In healthness, ekspanzija. Kako moram se pripraviti? Sem opazila, da moramo imeti svetla oblačila. A zakaj? Svetle nogavičke. Čista in svetla oblačila iz preprostega razloga. Če imamo mi, na primer, jaz imam danes ravno za ta primer, bom rekla, temne nogavice. Ne? Ti spuščajo muce
In potem se te muce tukaj v samo solno sobico prenesejo. Ne? Ja. In ta sol je dokaj fina in potem jaz to zelo, zelo težko, veste, očistim. Ja. Pomagajte mi vzdrževati, bom rekla, higieno samo v solnih sobicah, da se čim manj nekih nečistoč vnese v samo sobico. Ne? Razumem. Tu pa so čevlje verjetno samo za sobo. Ja, res je, res je. Drugače, tudi dodatne nogavičke, tudi zaradi tega higienskega Iz higienskih razlogov, ja. Ja, ja. A zakaj pa kapica? Kapica pa zaradi tega, ker nam izpadajo lasje Aha. v določenih obdobjih. Dosti bolj, naprimer v jeseni opažam, da dosti več strank izgublja, ali pa zdaj spomladi se bo spet začelo. Ne? In zaradi tega tudi da ščiti. Ja, točno tako. Dobro. A zakaj pijemo vodo tekom terapije? Ravno zaradi aktivacije limfnega sistema, pa za hidracijo. Ker opazila sem, da ogromno strank je dehidriranih. Ne samo, bom rekla, tak, ampak tudi v sami celici potem. In posledično zaradi tega pride do utrujenosti, do glavobolov naprimer. Otroci, ki so zelo dehidrirani, zelo malo pojejo sadja, zelenjave. Pri njih naprimer se pa žal tudi pojavi vročina potem, ne? Lahko tudi zaradi tega. Ker telo, točno tako, se pojavi vnetje, ker telo bi se rado očistilo, ampak nima snovi, s čim. In potem enostavno obležijo, ker tak je pač skrajni, bom rekla, skrajno se tako naše telo odzove potem, ne. Drugače za zdravega človeka, ker tako brez alergije, brez vsega, tudi priporočeno. Seveda. Koliko časa, kolikokrat terapij na leto? Tisti, ki nimajo težav, jaz predlagam tako, naredite najprej eno mini kuro, to je nekje 3 do 6 terapij, potem pa po potrebi. Ko začutite, da potrebujete sprostitev, da bi radi malo podprli dihalni sistem ali pa čisto energetsko se očistili, potem se dogovorimo za termin. Barbara res zelo poskrbi s tem atmosfero, s to atmosfero v njenem prostoru, z njeno prijaznostjo, s tem, kako te sprejme v prostor. In dajmo si priložnost, začutimo, kaj nam ta solna terapija lahko prinese v naše telo. Dajmo preventivno se vključiti v to zgodbo, posebno v času, ko so ti veliki prehodi, bi jaz dodala, jesenski čas, ko so temperaturne razlike. Ne čakajmo, da nas kašelj dohiti, da si pridemo, joj, rabim pomoč, ker je dolgotrajnejše to ozdraviti oziroma preprečiti, da bi se kaj zgodilo. V spomladanskem času tudi, ko so ta muhasta vremena in to, dajmo našemu telesu priložnost, da poskrbimo, da prej zaščitimo naše telo, da poskrbimo za dobre dihalne poti. Brez diha tudi ni življenja. Res je. Ko se dih ustavi, se ustavi tvoje življenje in imamo odlično priložnost in res hvala, Barbara, tebi in solni sobi, solnim kristalom, da lahko pomagajo in naredijo en velik doprinos za naše zdravje. Hvala. Hvala tebi, Vlasta, hvala vam, Nadja, da smo se malo pogovorili o tem in sem lahko tudi širši javnosti malo približala z Vlastino pomočjo in tudi z vašo pomočjo, kaj je to solna terapija, kako to izgleda, kakšni so tudi njeni pozitivni učinki.